mi smo zmagali, ampak... Mađari so bili drugi, Uganda, kjer so bili Američani. Dajte si praznujemo 10. obletnico. Gremo na predico 2009. Danes gledamo stare posnetke svoj leto 2007. Vsem feeling, veš prvič tujino. 2012. Praznujeno. Tako da, smo se to pogledali. Živo, smo že v letu 2018, leto prašiča. Z vami smo Tadej, Pero, Mevži, Jani pa Švarci. In kaj se dogaja v letu 2018? Zmagali smo Budank Pest, vi ste bili na talentih, mi smo bili v bistvu na... Pa še enkrat na talentih. Še enkrat na talentih. Jaz sem bil na 3 talentih v enem letu. In nikjer nisem prišel v finale. In nikjer nisem prišel v finale. Zdaj na vseh talentih smo bili enako uspešni. Do polfinala smo prišli. Je pa res, da smo na Hrvaških dobili tudi zlati gumb. Meni se tudi osebno zdelo, da smo na Hrvaških najbolj prepričali sodnike, da so bili res navdušeni. V glavnem, ponavadi se sploh na teh stvareh, ki so talentih, ki gleda res veliko ljudi, uporabi veliko časa za treninge, za priprave, za to, da smo res 100%, da gre vse čez. In na španskih nam ni glih tako ratalo, ne. Malo smo pozabili kakšno žogo dati v obroč, Max je na koncu pozabil žogo sploh vzeti za v obroč. Koksinjo je v gap skočil. Mislim, da direkt za BRS-a. Za BRS-a. A gremo pogledat. Daj, drugače, gremo pogledat. Starting strong. Ta je mene kar ubila. Dobre, vrede, jaz mislim, da je šla mimo. Pazi ga, zdaj si kronos. Čisto gap! Pazi zdaj, kako zabija. Kje je žoga, kje je žoga? Pojk nas je kritizira, itak nisem zastopil pol pike špansk, pa sem se sam smejal. Ja, Gracias. Avgusta smo se lotili podreti ta drugi Guinnessov rekord. Prvega smo podrli v bistvu par let nazaj, kjer je Max Veselko zabil najvišjo salto kuc. Mi smo se pa lotili mi smo se pa lotili v bistvu zabijanje iz najdaljše dolžine, navadno zabijanje iz najdaljše dolžine sta velike prožne ponjave. To sva podirala jaz pa Tomaž Kranc. Razdalja prejšnjega rekorda je bila 10 metrov pa 5 centimetrov. Zelo hiter je meni uspel podreti rekord in ga postaviti na 10 metrov pa 10 centimetrov. Poje pa Tomaž še pojačal zadeva, pa je kucnil iz 10 metrov pa 16 centimetrov. Tako da on zdaj drži rekord po najdaljšem kucu, Q-Feeder. Pa smo ga na srečo zamenjali, ko smo imeli rezerve s sabo, pa nam je rad. To je bil tvoj prvi, ne? To je bil, tukaj smo podarili prejšnji rekord. Damn. Vidimo na sozico na tvojem vidu. Ja, bril sem, v obrod sem jo poslal. Tomaž je pa prav prekucnil. Star sem tebe kar pozdravil. Zmagali smo. Kaj pa je tako, ne? Reč, kle sem bil kar malo živčen, ker smo trenirali, so bila vsakič tako precej na meji, zmeraj šlo v ta prvi obroč ali pa nekaj takega, je bilo kar na hard. Glede slovenskih, ne, se pravi, začelo se je v noči po tem, ko smo postavili Guinnessov rekord. Jaz pa Švarci sem se pogovarjal nekaj z Dono in rekel, saj vem, da je samo še 14 dni časa do audicije, saj sem lahko zrihtan, da prijete ta zadnji, se pravi, 15-16 dni, ne. Kaj če bi vi tam mali nekaj skupaj dali, saj lahko čisto easy neka trampolin točka. Pa takrat, ko itak še nisem vedela, v kaj se spuščava, sem rekla, ajde, kamota. Long story short, v enem tednu smo natrenirali točko za minuto pa pol, 2 minuti, ki je tazga. Seveda ubili audicijo, vsi so bili ful navdušeni in čez 2-3 tedne smo dobili callback, da so se odločili, da bi pa mogoče mi prišli kaj v polfinale pogledati. In itak smo klasično en mesec od tega vrgli stran, razmišljali, kaj bi delali, ne. Švarc je dal idejo, da naredimo neko igrco. Smo se odločili za Marjeta.
je bil Super Mario. Zadnje 3 dni pred dejanskim polfinalom smo šele prvič skakali na to zadnje in pol takrat zadnji teden smo res trenirali in garbali, da je pol nastalo to, kaj je nastalo. Tle se pol obim, da sem skočil, pa da razbijam pol, tle sem bil malo poznan, tle je najhoj, ker sem mogel jeti za to dvojno. Pa strop je bil res nizek. To, drugače, Kle sem imel zvid gležati. za tiste, ki ne veste, Schwauzer, bad guy v Mariotu je Bowser, Švarci ne, Švarci, Bowser, Schwauzer. No in to je pa Juž To je Skavca. pa Juž, Prodigy. On je pa hard trike delal. Najbolj hard trike delal. On je bil mercenary. Najbolj smešen del pa pride zdaj, ko Juž pade dol. Evo, zdaj bi šli vsi gor in dol bom, gremo back out, pride, zarine gor, zarine briga, nobenih pazi. Ampak pršuj pa v timing za preklon. 2 tedna po temu polfinalu slovenskih smo šli pa že takoj na Hrvaške. Tam smo pa razvili res hudo točko. Ja, tam smo pa, po moje, res prvič se spravili tako hudo točko delati, da smo povezali nekako dan pa temo, svetlobo pa noč. Črna bela. En teden prej smo se zbrali, smo rekli pred Budankpestom, to je bilo tekmovanje v akrobatskem zabijanju. Namen tega tekmovanja v akrobatskem zabijanju je, da se builda community v tem športu, ki je dost nepoznan in dost nov. Treba narediti zmagovalno točko in smo jo. Imeli smo botja, on je bil robot. V bistvu na generalko je prišel in rekel, me Robert, you tell, I do. In tako je bilo. Zastavili smo se kar težke trike, na nastope se je poklopilo. Mi smo uživali, občinstvo je to videlo. Tako da smo naredili en res banger nastop, na katerega smo se zdi ful ponosni. In proti gravitaciji. Fifi in salta. Mr. Projectile. In še en To je bil po mojem, takrat se je pa utrgal čisto. Takrat so Američani poslušali prvo stvar. Takrat. Mar z žogo! Žogo! In je jokal, da njega so kilove bolele. Ulej pokal. Jaz sem imel kle vnete kile, šel sem pa v Ninja Squad, po mojem, z 2 metrov pa po. Čeprav kle smo res imeli akcije, ki so ultra riskantne, pa ultra zahtevne, pa... V bistvu ne vem, a smo eno ven vrgali, 2 mogoče. Vse, kar smo se v 10 letih naučili, vsi projekti, vsi nastopi, vsi talenti, vsa snemanja, VUP, vse to smo zdaj združili v Duncan Davis Live, ki je največji adrenalinski spektakel v Sloveniji.